Ljudje velikokrat radi govorijo o nepomembnih vsakdanjostih. Ironično je celo, da besedi nepomembno in vsakdanje sodita tesno skupaj. Med resnimi pogovori ljudje velikokrat rečejo, da jim primanjkuje sogovorcev. Poudarjajo, da potrebujejo pogovore o sebi, o medsebojnih odnosih, o življenju, o dogodkih. Nato pa dodajo, da imajo nepomembnih podatkov vrh glave. Zaradi tega so nekateri depresivni, drugi naredijo samomor. Nekateri pa se odločijo za življenje v bedi. Kljub naraščajočim tematikam je tistih pomembnih premalo. Vendar ljudje vztrajajo, iščejo, kopljejo globlje, plavajo proti toku, vendar nikoli ni dovolj. Danes živimo v imperialnem svetu grotesknega kulta mladosti, kjer je starost le absurd, napaka narave, nekaj odvečnega. S kremami proti gubam bežimo vstran od sebe, ali pa k nam samim. Skrivamo se pred dokazom, da nekaj znamo, da smo nekaj naredili in da smo bili nečesa vredni. Naš strah vsekakor ni upravičen. Tudi njegove pojasnitve in argumentacije so odveč. Ali je vredno? Ne vem. Do neke mere zagotovo. Ampak kako zelo, pa se moraš odločiti sam. Pazi, da bo vredno. Pusti, da padeš, ker samo tako boš lahko vstal. Nihče ne stoji večno, a upaj si teči in zaviti na napačno pot. Dokler imaš čas, ni obžalovanja. Ko pa se enkrat zaveš, da so stvari mimobežne, bo že prepozno. Samo zdaj obstaja. In samo ti obstajaš zdaj. No torej, ali se boste skrili pod posteljo?